Podelitev priznanj za inovacije, posavsko gospodarstvo v dobri formi, košnja na star način. Lepo pozdravljeni. Danes je na Otočcu potekal dan inovativnosti, na katerem so podelili priznanja za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017. Na letošnji razpis je prispelo 23 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in 2 visokošolskih zavodov. Strokovna komisija je ocenila, da si 5 inovacij zasluži zlato, 15 srebrno in 2 bronasto priznanje, podelili pa so tudi eno zahvalo. Med 5 zlatimi je 2 osvojila Krka, po eno pa Iskra Pio, LTEK in TPV. Ta priznanja so zelo pomembna, ker seveda so vezana na naše najpomembnejše nove izdelke, na drugi strani so pa vsako, kot ste videli, podeljena timom, ne posameznikom. Seveda ima vsak posameznik svoje ideje, zamisli, predloge. Pomembno pa je, da s temi priznanji dobi potrditev tudi timsko delo. Inovacije so ključnega pomena za vsako podjetje, kjer ni inovacij, pravzaprav ni budućnosti. Tako hitro se svet razvija in podjetništvo mora biti konkurenčno in brez razvoja pač ne gre. Letošnji predlogi inovacij so z različnih tehnoloških področij, ki predstavljajo zanimive, drugačne rešitve. Nekatere med njimi so celo že prepoznane v svetu in imajo večmilijonski gospodarski potencial, kar je za nadaljnji razvoj regije zelo pomembno. Na dolgi rok je inovativnost, bom zdaj malo kruto rekel, preživetje vseh podjetij. Brez inovativnih rešitev in vsega tega pač ne moreš biti boljši od konkurence in trg je vedno zahtevnejši, vedno večje konkurence, tako da za nas inovativnost je resnično zelo pomemben del kulture našega podjetja. Način našega delovanja je tak, da dejansko rešujemo probleme naših kupcev in s tem razvijamo vedno skupaj z našimi kupci, razvijamo vedno neke nove aplikacije, nove stvari, nove naprave za reševanje njihovih problemov. 5 najbolje uvrščenih inovacij bo regijska zbornica posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi. Naša regija, lahko rečem, je vodilna na področju raziskav, razvoja, inovacij v gospodarstvu v Sloveniji in tudi danes je to pokazalo z vsemi temi izjemnimi inovacijami, katerimi smo bili prisotni. Lani je jugovzhodna regija dosegla daleč najboljši poslovni izid v celi državi, saj je ta ustvarila prek 4,7 milijarde evrov prihodkov, poleg tega pa je bilo na Dolenjskem in v Beli krajini samo lani 1300 zaposlenih več kot leto prej. Tudi posavskemu gospodarstvu kaže dobro. Čeprav so tamkajšnje družbe lani za 2% znižale prihodke, to ni poslabšalo drugih rezultatov. Povečale so neto dodano vrednost za 3% in za 45% neto čisti dobiček. Družbe so ustvarile za 3,2 milijardi prihodkov in 74 milijonov neto čistega dobička. Kljub nekoliko nižjim prihodkom družbe beležijo dobre ostale kazalce. Od dodane vrednosti, od prihodkov na zaposlenega, od dobičkonosnosti, se pravi neto dobičkonosnosti, donosnosti na kapital in sredstev, pa so v zelenem območju, rasti so zavidljive, tudi dvomestne in več. Tako da jaz mislim, da je za nami eno zelo, zelo uspešno leto, še zlasti iz tega stališča, da je posavsko gospodarstvo, se pravi samo gospodarske družbe, so ustvarili skoraj 420 novih delovnih mest. Od skupaj 10.300 jih je dobrih 1000 zaposlenih v energetiki, ta pa ustvari 2/3 vseh prihodkov v regiji. Brez te dejavnosti so ostale družbe prihodke povečale za 9%, tako na domačem kot na tujem trgu. To je bistvena razlika. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so svoje rezultate izboljšali, poslabšalo pa se je poslovanje zadrug. V regiji jih je 17. Ki so tako v Posavju kot v Sloveniji prihodke znižale za 3% in tudi njihovo poslovanje ni bilo ravno uspešno. V Posavju so v bistvu dobiček iz leta 2015 bistveno znižale.
Medtem ko zadruge še čakajo na preboj, je za gospodarske družbe napoved v letošnjem letu odlična, pravi Gorišek. Imamo zavidljivo rast izvoza, kar skoraj 15%. Na strani uvoza je padec, s tem, da moramo nekako vedeti, da lansko leto je bilo izjemno leto na uvozni strani in pa splošni optimizem, se pravi v vseh panogah. Ob takih gospodarskih gibanjih bo v regiji kmalu začelo primanjkovati ustreznih kadrov, zato bi se morali že danes lotiti za delojemalce privlačnih ukrepov, pravi Gorišek. V 5 dolenjskih občinah, Novem mestu, Straži, Šentjerneju, Šmarjeških Toplicah in Škocjanu zadnje mesece pospešeno izvajajo osrednjo naložbo na področju komunalne infrastrukture. Prve pozitivne posledice hidravličnih izboljšav so že vidne, saj z nadgradnjo obeh osrednjih vodarn Jezero in Stopiče prekuhavanja vode ni več. Po končani naložbi bo zanesljive, predvsem pa varne vodooskrbe, deležno približno 60 000 prebivalcev. Med njimi bodo tudi občani škocjanske občine, kjer so januarja končali z gradbenimi deli na 400 kubičnih metrov velikem vodohranu v Zloganski gori. Izgradnja vodovodnega omrežja zdaj pospešeno izvajajo v vasi Zloganje, kjer bodo hkrati poskrbeli še za javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje, ter v bližini poslovne cone v Dobruški vasi. Tako da upam, da bo vreme in seveda tudi izvajalec z vsem ustreznimi kapacitetami čim večji meri naredil ta projekt. Na območju Škocjana morajo namreč do oktobra zgraditi približno 4 km novega vodovodnega omrežja. Najprej ta del, pa se pa zadeve selijo proti južnemu delu občine Škocjan, proti Dobravi in seveda tudi v sami Dobravi, kjer želimo vzpostaviti tudi hodnike za pešce. Vrednost del, ki so 85% sofinancirana sredstvi iz Evropskega kohezijskega sklada, v škocjanski občini znaša 2 200 000 evrov, od tega bo občina plačala približno 400 000. Na Jurjevi domačiji na občinah pri Trebnjem je bilo spet živahno. Drugo leto zapovrstjo so se namreč na tem kulturno-etnološkem spomeniku lokalnega pomena, kjer se trudijo ohranjati nekdanje običaje, zbrali kosci, ki so, tako kot nekoč, v roke prijeli ročne kose in pokosili Jurjev vrt. Opravila, kot je košnja, so nekdaj povezovala ljudi, saj se je običajno pri tem delu zbralo več koscev, če je bil travnik velik, tudi 10 ali več. Zvečer so se dobili možaki, pa so sklepali kose, šli na travnik, pa je bil pa nekaj enosenc, ki je klepal, drugi so kosili, pa so samo omenjavali. Ko sem bil 10-12 let star, sem šel že s koscem v partijo. Tu se je vse na roke kosilo. Cela dalina, celi bregovi, vse tu je šlo. Ta prvi je topljarca odrezal, pole je za enemu sta šel pa kul. Košnja je bila garaško opravilo, pa čeprav so bili ljudje takrat težkega dela vajeni. Ponovadi so kar kosili tam nekaj do 10-9 ali pa še včasih še dlje, pa čez dan počitek, zvečer pa spet, do poznega, do mraka. Tukaj se je končalo, so pa prišle pomagati ženske, so pa redi razteple, so rekli, raztrosle, popoldne pa ured, pol kupice. Nekdanje opravilo so tako obujali tudi z nedeljsko košnjo Jurjevega vrta, ki so jo zasnovali v krajevni skupnosti Knežja vas, ki tudi sicer upravlja Jurjevo domačijo. K sodelovanju pa so povabili še Društvo koscev in kosic Slovenije, ki je predstavilo svoje kose in način klepanja. Tokratni dogodek je, kakor vedno, na Jurjevi domačiji druženje, srečanje ob starih običajih, starih opravilih, tako da se bomo skupaj lepo, krajani in vsi tisti, ki so, pač pridejo. Ko je bilo delo končano, je napočil čas za kmečko malico. Zadišalo je po kruhu iz krušne peči, v kateri so skuhali tudi ješprenj, pripravili pa so tudi spremljevalni program, hojo na hoduljah in skakanje z žaklji. V Metliki pa so sinoči začeli s 6. sezono večerov poezije in glasbe, ki jih pred gostinskim lokalom v tamkajšnjem poslovno-trgovskem središču pripravljata Toni Gašparič in Metliška ljudska knjižnica. Letos so jih naslovili s pesnico na sladoled.
saj so se odločili, da bodo v 3 ponedeljkovih večerih predstavili življenje in poezijo Neže Maurer, Lili Novi in Mile Kačič, ki so ji namenili prvi večer. Hočemo popestriti junijske ponedeljkove večere, ki so navadno zelo dolgočasni, nič posebnega se ne dogaja. Letos smo se odločili, da bomo predstavili pesnice, kajti nekako ženske ustvarjalke ponavadi spregledamo. Ob modri polici, ki so jo pred leti postavili na pobudo Tonija Gašperiča, so tako sinoči prebirale in recitirale pesmi Mile Kačič 4 recitatorke, ki jih je na nastop pripravila knjižničarka Gabriela Grlica. Večer pa so popestrili učenci glasbene šole Črnomelj. Človek bi si mislil, da ni zanimanje za recitiranje. Mi tule v Metliki se moramo pohvaliti, da je zelo veliko. Vendar odrasli nimajo ravno veliko priložnosti za recitatorske nastope. Zato so takšni ustvarjalni večeri na prostem, kjer se poezija in glasba prepletata s poletno osvežitvijo oziroma sladoledom, dobrodošli tako za izvajalce kot poslušalce, pravi Gašperič. Večeri s pesnico na sladoled oziroma prej s pesnikom na sladoled so vedno en lep uvod v poletje in uvod tudi v mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad, ki se letos začenjajo 17. junija kot ponavadi z muzejsko nočjo in nadaljujejo vse do 25. avgusta. Popestritev poletnih počitniških dni pa napovedujejo tudi snovalci projekta Svobodno belokranjsko ozemlje, ki ga vodi Gašperič. Svobodno belokranjsko ozemlje pripravlja odprtje ministrstva za penjenje v Semiču pri izdelovalcu penine Ivanu Simoniču. Konec poletja pa bodo pestro ponudbo Svobodnega belokranjskega ozemlja dopolnili še z eno zanimivostjo. Bomo pa v Velikem Nerajcu odprli tudi hišo, ki smo jo rekli hišo za spočetje. To je his pri Veri Varjan. A to zagotovo ne bo zadnja zanimivost, ki jo bodo dodali belokranjski turistični ponudbi, saj ima Gašperič veliko idej. V zadnji novici pa se bomo odpravili na pohod. Vsako prvo soboto v juniju se številni literarni in pohodniški navdušenci podajo po sledeh slovenskega etnografa, pisatelja in zgodovinarja Janeza Trdine. 3. Trdinovega pohoda se je udeležilo približno 140 ljudi. K dogodku, ki so ga prvotno začeli v novomeški knjižnici Mirana Jarca, sta pristopili tudi Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačič iz Karlovca in Ljudska knjižnica Metlika. Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić iz Karlovca, središnja knjižnica Slovenaca u Republici Hrvatskoj. Suradnja sa Novomeškom knjižnicom je dugogodišnja, čak nekih 25-6 godina, tako da je to jedan od naših aktivnosti međugranične suradnje. Knjižnica Mirana Jarca in pa Karlovška knjižnica sta nas povabili k sodelovanju in seveda smo se odzvali. Ni nam žal, da smo se, zdaj smo že drugo leto zraven in tako bo tudi v prihodnje. To nam je zelo dober projekt. Tovrstni literarni pohodi so pri nas prava redkost. Pohod je nekako vključimo to bogato zapuščino, ki jo je Janez Trdina pustil za sabo. Vsako leto poslušamo tako njegove bajke in pripovedi, kot tudi odlomke iz njegovega dela, ko je hodil po Gorjancih in popisoval te kraje. Trdinov pohod je odličen primer, kaj se lahko zgodi, ko več deležnikov združi moči. To je druga značilnost pohoda, da združuje tako generacije kot tudi narodnosti. Na Trdinovem vrhu, kjer je potekal kulturni program, smo lahko prisluhnili tudi čisto pravim Trdinovim kamišibajkam. Za nami je ponekod vremensko pester dan, prav taka bo menda tudi noč. Srečno in lep pozdrav do jutri.